Pri prostem potapljanju zagotovo naletimo lahko na več izzivov, problemov, težav. Kaj je recimo eden izmed najbolj pogosti, s katerimi se prosto potapljači soočate? Verjetno najbolj pogosta težava ali pa izziv je, da se mnogi pod vodo ne morejo sprostiti in v bistvu prepustiti. Mi imamo vrhunsko telo, ki nas v mnogih okoljih in situacijah, za katere sploh ne vemo, čuva, varuje, z nami sodeluje in če mu damo to možnost, smo sposobni doseči bistveno več, kot bi si vsak lahko sploh predstavljal. Super, hvala. Dobro. Evo, rešeno. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer je z mano zanimiv gost. Namreč Samo Jeranko je svetovni podprvak v prostem potapljanju. Samo, pozdravljen. Živo. Vesel sem, da si se odzval našega povabila. Pa čist za sam začetek, preden prideva do tega, se pravi, kaj je tisto, kar te je navdušilo, da pač se ukvarjaš s potapljanjem oziroma s prostim potapljanjem. Velikokrat v svetovnih medijih naletim na besedno zvezo oziroma misel, spremeni svoje dihanje in spremenil boš svoje življenje. Evo, izvoli. Ja, res je, če pa temu dodamo še nedihanje, kar je pri nas v prostem potapljanju, dobiš pa po mojem najboljšo kombinacijo. Če daš še malo vode zraven, globino, naravo, morje, je pa tako najlepša aktivnost. Jaz lepše do zdaj zase nisem našel in verjetno iz tega izhaja ta moja strast do prostega potapljanja, ki se v bistvu vleče že od otroštva. Spomnim se tistih svojih prvih trenutkov, ko sem bil jasno na morju, pa se naučil izenačevati pritiske v ušesih, da sem lahko sproščeno plaval proti dnu in tako. A si se to naučil sam ali si v bistvu imel vse nekoga, recimo, ne vem, ki ti je dal kakšen nasvet, da mu reči novodobni mentori ali pa tako? Ne, jaz se v živo spomnim, kdaj sem uspel ta pritisk izenačiti, ki ponavadi naredi razliko v sproščenosti pri globoko v globino. In to je bil julij 2002, jaz sem bil takrat star 13 let in se je zadeva zgodila bolj kot ne spontano, vedel sem, da se moram prijeti za nos, vsi so govorili pihaj v nos. No in enkrat je naredil ta klik in kar naenkrat so bile školjke dostopne, morske zvezde so bile dostopne. Ja, lahko sem se potapljal praktično do dna, čeprav dna z gladine nisem videl. Vmes sem treniral plavanje, še mnogo, preden sem se začel prosto potapljati, tako da neka kondicija je bila, pa sproščenost v vodi, seveda. Ok, ker zanimivo je to, recimo, jaz, če se vrnem skozi svojo zgodbo in tudi meni se je zdaj naslikalo, moje tista prva neke potapljaške izkušnje, daleč od tega, da lahko temu rečem potapljanje, ampak vem, da se mi je v bistvu, ko sem začutil pritisk v ušesih, pojavil kar nek strah. In je v bistvu, seveda, namesto da bi izenačil pritisk, ker pač nisem tega znal, tudi z nikomer se nisem o tem pogovarjal, moram priznati. In v bistvu enostavno sem zaključeval. Ti pa praviš, si kar na nek način sam prišel do tega, da... No, sej izenačevanje je eden od tistih prvih omejitvenih, lahko rečemo, faktorjev, ki jih doživi vsak, ki se hoče potapljati, raziskovati morsko dno. Zdaj, kako danes pride do teh informacij, da to izboljšamo, imamo jasno čisto neko drugo platformo, kot je bila 25 let nazaj. Ampak, ko se enkrat ta zadeva doseže, potem mnogo lažje dosežemo tisto sproščeno stanje pod vodo in v potopu res uživamo tudi malenkost globje kot na tistih 2-3 metrih. Vem, da si prišel, bom rekel, s pomočjo, se pravi, svoje hčerke, tudi do neke ugotovitve, ki zelo pomaga tudi na treningih pri starejših ljudeh, ravno vezano na to izenačevanje. Lahko kaj več poveš o tem? Se pravi, nekaj to z jezikom, pa ne vem, če se prav spomnim. No, zadeva je mogoče malo širša, jaz sem izenačeval še prej, sem dobil hčerko, seveda. Ampak gre za to, da manever izenačevanja je zelo podoben, kot je v bistvu sesanje mleka pri dojenčkih. In zdaj, če ta zadeva
pri dojenčkih ne deluje, eden od pogostih razlogov lahko priraščen jezik. In danes opažam, da številni, ki ne morejo pod vodo izenačiti pritiska, imajo v bistvu iz otroštva nerešeno težavo priraščenega jezika, ne. In to se pol kaže kot težava pri izgovarjanju določenih zvokov, črk, mogoče tudi drugačni obliki čeljusti, ne ravnih zobeh, a ne. In ko se te stvari rešijo kar naenkrat, ja, se amplituda premikanja jezika poveča, lažje pod vodo izenačujemo, na kopnem pa lažje izgovarjamo, se pogovarjamo, smo bolj nasmejani, a ne. Meni je, bom rekel, ko sem naletel na to informacijo, kako se neki, a ne, ker v končni fazi, veš, včasih preveč tako ozko gledamo na stvari, a ne. In predvsem to dihanje, ne, tudi meni se zdi velikokrat, eden mi je omenil, recimo, dajmo samo spremljati ljudi, ko se vozijo v avtu, ne, imajo odprta usta, ok, se če nekdo zdaj govori ali pa poješ, seveda se tudi vidi, a ne. Samo kako v bistvu doseči ta premik v glavi, a ne, da enostavno bi bilo res smiselno nos uporabljati za dihanje in usta za govorenje, ne. Kakšen nasvet iz tega področja? Mislim, prvo moramo mogoče malo razumeti ozadje fiziologije dihanja in potem predvidevamo vsakmu jasno, zakaj je ta način dihanja optimalen, a ne. Mi vedno dobimo to željo po vdihu zaradi naraščanja ogljikovega dioksida, ki se v telesu kopiči kot nek stranski produkt celičnega dihanja, ne. In z izdihom izločimo ogljikov dioksid, z vdihom v telo vnesemo kisik. In zdaj mogoče taka čist laična miselnost, da bolj kot bom dihal, več bom imel kisika. V bistvu ni tako, ne. Kisik je v našem telesu vezan na hemoglobin in mi imamo tistih 98% saturacijo, nasičenost krvi s kisikom, prek tega ne moramo iti. In če mi bolj intenzivno dihamo kisika, ne moramo spraviti vase. Ampak z vsakim izdihom izločamo ogromne količine ogljikovega dioksida. Nos je pa v bistvu organ, ki nam ne omogoča tazga hitrega, intenzivnega dihanja. Torej, ohranjamo optimalno ravnovesje med kisikom in ogljikovim dioksidom. Zdaj, kar je pa tukaj zanimivo, pa je, da recimo višjo koncentracijo ogljikovega dioksida, kot smo v telesu sposobni zadržati, ne, in biti ob tem sproščeni, boljša je naša prekrvavitev možganov, širše so naše dihalne poti, nižji je srčni utrip. In to so vse stvari, ki recimo lahko drastično izboljšajo vaš spanec. Če pa temu dodamo še ritem dihanja, ne, se pravi, da podaljšujemo izdih, bomo pa še dodatno naše razmišljanje usmerili v nekaj, kar nas sprošča in nam neposredno izboljša tudi miselne sposobnosti, soočanje s stresom, ker hitro dihanje je tudi posledica vsake stresne situacije, kjer je prisoten adrenalin. In če hočemo mi v stresni situaciji uspešno delovati, moramo zmanjšati negativne posledice adrenalina. Kot sam vrhunski športnik, ne, ponovadi so res vrhunski športniki, tako, more biti adrenalin. Tudi v poslovnem svetu vedno pridemo, ok, nek adrenalin more biti. Kako ti pri sebi to, bom rekel, na nek način kompenziraš? Na eni strani, recimo, delal sem recimo tudi s klienti, ki so v borilnih veščinah. A veš, se pravi, hkrati v bistvu potrebuješ sproščenost in hkrati v bistvu potrebuješ adrenalin, a ne? Kako ti to tukaj, se pravi, skozi potapljanje, skozi ta šport? No, jaz sem vseeno mišljenja, da zdaj sam adrenalin ni nujno potreben, mi rabimo imeti tisto motivacijo, tisti žar, ki nas požene v to, da smo v neki situaciji najboljši, ne. Ta žar nam daje tisto moč, da premagamo tudi najtežje trenutke, ki se tako ali pa drugače pojavljajo, ne. In zdaj v mojem športu je adrenalin problematičen, zaradi tega, ker pospeši srčni utrip, razširi žile, torej dela vse nasprotno temu, kar želim jaz doseči, torej sproščeno in čim manjšo porabo energije, ne. Ampak treba je pa tudi vedeti, da adrenalin nam pa vseeno da tisto možnost, da mogoče v enem trenutku naredimo več, kot smo sposobni, a ne. In moj nasvet je, da je potrebno samo se osredotočiti na dihanje, da zmanjšamo negativne učinke adrenalina
in ga potem samo ciljno usmeriti v doseganje cilja, ki ga pač zasledujemo. Ne. Super, dragi gledalci, dragi gledalke, mi naredimo eno kratko pavzico in pa Samotom bova hitro nazaj. Že smo nazaj in Samotom nadaljuje debato in ne nazadnje, jaz verjamem, da so gledalci tudi opazili, da v ozadju so tudi neke slike. Vem, da se vrtijo tako spontano, lahko par stvari vseeno poveš, kaj tukaj v ozadju, kaj lahko, s kakšnimi pozitivnimi občutki te navdajajo vsi te spomini. Ja, to so, mislim, itak čudovite zgodbe. Tale slika, recimo zdajle je iz najglobje modre luknje na svetu, to je 203 metre globoka, isto ta na Bahamih. Tukaj poteka eno zelo tako znano tekmovanje, kjer so bili postavljeni praktično vsi svetovni rekordi. Tole je posnetek iz svetovnega prvenstva 2019, kjer sem osvojil drugo mesto ob koncu potopa. No, to je pa ena skupina tečajnikov na tečaju prostega potapljanja, kjer ja, pač je zelo lepo videti, kako so ljudje presenečeni, da praktično v 2-3 rečemo sklopih potopov, ne, to sta ponovadi 2 dneva, se že potapljajo med 15 pa 20 metrov, ne, tako da je fajn. Je fajn. Pa večinoma recimo te, ki pridejo na določene tečaje potapljanj, že imajo, se pravi, nekaj počnejo sami ali kako to ponovadi izgleda, kakšne vrste, če tako temu rečeva, strank pridejo do tebe? No, pred leti so bili to podvodni lovci. So bili v bistvu res tečaji namenjeni tem, ker so že vedeli, da jaz lovim ribe, jaz hočem ostati dlje časa pod vodo, da bom dočakal zobaca, ne. No, danes so ljudje, ki se želijo začeti recimo ukvarjati s podvodnim ribolovom, pa jih je strah, ne, bi radi usvojili pravila varnega prostega potapljanja. No, imamo pa zdaj tudi vedno več ljudi, ki pač enostavno jim je prosto potapljanje fajn. Želijo se prosto potapljati, želijo pač, ko potujejo po svetu, plavati s kiti, z delfini, raziskovati morske globine in želijo pač usvojiti te veščine in ne nazadnje tudi tehnike dihanja in sproščanja, ki jih mi pri samih potopih uporabljamo. Ok, to se mi zdi super uporabno na širokem področju, ne, ker ravno tako, ko sva začela najin današnji pogovor, ne, se pravi s to sproščenostjo, ki jo mi dosežemo, ne, sam tudi večkrat omenjaš, ne, kako v bistvu prideti do večje koncentracije, ne. To je lahko dobro tudi mogoče za malo starejše otroke, recimo, ne vem, vsaj kakšnih 15 plus, ne, se pravi, ko se treba neke stvari učiti, ne, in tako naprej. Si tudi sam kakšne te tehnike kasneje, se pravi v času študija, zagotovo kaj tudi sprobal pri koncentraciji? Pa. Seveda, ampak jaz mislim, da to sploh ni za 15 plus. Jaz mislim, da vsak otrok, ki se enkrat začne v življenju soočati z izzivi, je fajn, da se o tem pogovarjamo in mu damo neke nasvete, kaj narediti, ne. In v teh, rečemo, stresnih situacijah, v osnovni šoli pa jasno pa do fakultete, ne, so to izpiti, potem so to recimo neki pomembni sestanki ali pa reševanje težav, ki pač tako ali pa drugače nastopijo tekom poslovne poti. Je pomembno, da damo pač telesu možnost, da v tej situaciji funkcionira, ne. Ker za nas ni naravno, da smo pod vplivom adrenalina, ko sedimo za računalnikom. Mi smo bili evolucijsko pod vplivom adrenalina, ko smo bežali pred mamutom, ne, karikiram. Takrat smo tekli, takrat smo mi rabili ogromno možnost ogromne porabe glikogena, zato da so mišice delovale. Mi smo mogli podzavestno hiperventilirati, da slučajno v tisni situaciji ne bi pozabil dihati. Če se pa tebi to dogaja za mizo, ko vodiš sestank, ko odgovarjaš na nek stresen e-mail, je pa to zelo, zelo slabo za naše počutje in za našo sposobnost reševanja situacije. In tako je recimo na testu pri otrocih. In tukaj se spet vrnemo. Mi hočemo samo prekrvaviti možgane in racionalno porabljati energijo. Torej, kontrola dihanja, podaljšujemo izdih, dihanje s trebušno prepono in dihanje skozi nos. Ok.
Imaš tudi, recimo, večkrat omeniš, ok, sprostiti ramena, ne, potem malo bolj vdihniti v trebuh. Lahko to malo vseeno gledalcem pokažeš, kako naj to naredijo, ne, da bodo si znali predstavljati, kako si lahko sami pomagajo. Ne. Seveda, prvi korak je, da enostavno sprostimo ramena. Ne. Zdaj, če že ti začutiš, pa tudi če pri kolegu to zelo pogosto lahko opaziš, da se takole drži, ne, bolj ko je neka stresna situacija, bolj je zategnen, to seveda ni dober znak. Se pravi, sprostiti ramena, da se potem sprosti prsni koš, da se zmanjša napetost na srce. Potem v naslednjem koraku sprostimo trebuh, trebušne mišice, da lahko dihamo skozi nos. In potem enostavno prestavimo dihanje na nos, vdihnemo in potem čim dlje izdihujemo. Nek začeten ritem je, recimo, da je vdih traja 1 enoto, izdih traja 2 enoti. In potem lahko pridemo do 3 enote, do 4 enote. In na ta način v bistvu v telo vnašamo povsem dovolj kisika, hkrati pa zadržujemo ogljikov dioksid, ki nam omogoča, da malo nekako zmanjšujemo te negativne učinke adrenalina, torej da ohranimo prekrvljene možgane, da damo telesu možnost pač, da porablja glikogen racionalno. Ok. Nisva se pogovarjala o tem, a pa recimo primer, si kdaj imel, moram te tako vprašati, si sploh kdaj imel težavo recimo zvečer zaspati? Ja, seveda, če se dogaja v življenju nekaj, kar nisi predvideval, ne, so te situacije pogosto lahko močnejše od tebe. Ne. Zdaj pa... Zagotovo si pa tukaj z dihanjem potem te misli, da umirita. Ne? Ja. Zdaj, če se ti to zgodi eno noč, je povsem razumljivo. Mislim, da smo vsi bili kdaj v taki situaciji, ali zaradi enega razočaranja, ali pa zaradi evforije. Ne. Stres je lahko v obe strani. Če se pa to začne ponavljati, je to sigurno problem. Jaz poleg dihanja prakticiram tudi druge tehnike sproščanja. Ne. Kakšna zanimiva, ki jo lahko deliš z nami? Lahko, to je transcendentalna meditacija. Se mi zdi eno od najmočnejših orodij, ki sem jih do zdaj sprobal za kontrolo na nek način misli, telesa in biti v bistvu prisoten sam s sabo. Ne. In je pa lahko zadeva tudi čisto preprosto, samo da sediš, dihaš, se zavestno pač osredotočiš na vstop kisika v telo, izstop kisika iz telesa in že če se 10 minut samo umerjeno sediš, lahko že 5 minut je dovolj in začutiš, kako kisik vstopa oziroma zrak vstopa skozi nos noter, kako ga zdihuješ ven, te to v bistvu odpelje na neko nevtralno razmišljanje, ki potem seveda tudi zavest umirja. Okay. Meni so všeč te stvari, zaradi tega, ker jih tudi sam veliko uporabljam in mi tudi veliko pomagajo in mi velikokrat kdo sprašuje, ja, kako si lahko toliko miren, ne? Ker recimo zdaj, če se pogovarjamo o neki govorici telesa, neverbalni komunikaciji, ne? V nekih pogajanjih, ne? Če v bistvu sogovorniku pokažeš tisto, kar mu ne bi smel pokazati, ne? To pomeni zagotovo, da si v pogajanju pogorel. Ne? Tako da, in ravno to, ne? V bistvu kontrola, se pravi, srčnega pulza, ne? Umirjenost in tako naprej. Ok, samo vseeno, če pogledava tako, omenil si tudi to meditacijo, ne? Kako to izgleda, kako to poteka? V bistvu je zanimivo, da vse tehnike sproščanja, pa res ni pomembno, odkot prihajajo, ampak zanimivo je, da se vse začnejo sprostiti ramena, sprostite trebuh in začnite dihati s pomočjo trebušne prepone. Ne? Skozi nos, s pomočjo trebušne prepone. In dejstvo je, da so to pač že tisočletja znane metode, ki pač vodijo do tega, da se srčni utrip umiri, da se misli sprostijo, da telo pač bolj optimalno deluje. Ne? In potem se pa v bistvu tehnike med sabo malo razlikujejo. Si ponavljaš kakšno mantro, ali govoriš kakšne zvoke, ali pa samo daješ fokus na različne dele telesa. To je pa lahko že tudi avtogeni trening, tudi samo hipnoza je en del tega. Ne? Super, Samo. Mi se kmalu vrnemo,
kjer bova samo tom z vami delila za konec zagotovo kakšno izjemno misel, kakšno idejo, kako tudi vi sebe lahko v nadaljevanju bolj umirite, pomirite in hkrati zberete misli za tiste vaše najpomembnejše stvari. Evo. Biti v trenutku tukaj in zdaj, velikokrat slišimo, to je o tem se piše, govori, ja, tukaj moraš biti, čuječnost sem, čuječnost, ja, in mislim, da je tukaj z mano res mojster v sami čuječnosti, saj na podlagi teh par posnetkov potopov, ki sem jih jaz si ogledal tvojih, imam res občutek, da si mojster v tem. Verjetno se to ni zgodilo, ko si hotel biti prvič, bom rekel, na ta način tok miren, sproščen. Koliko enih ur je za tabo različnih meditativnih tehnik, sproščen, v končni fazi, če pogledava, verjetno se s tem ukvarja zdaj koliko? 20 plus let? Mislim, s športom, ja, s prostim potapljanjem pa 15-16 let. 15-16 let, ok, vseeno, to je verjetno kar nekaj ur. V bistvu je prisotnost v trenutku posledica procesa, ki te vodi do tega stanja. In v mojem športu je to, se pravi, vse stvari morajo biti tehnično narejene pravilno. Seveda moraš biti fizično pripravljen na podvig, v katerega se podajaš, in pa dejansko moraš uživati v okolju, v katerem si. In potem te stvari pridejo spontano. Jaz sem prepričan, da vsak, ne vem, že če gre zdaj nabirati kostanj, ki bo iskal tistega najlepšega, največjega pod listom, bo bil prisoten v trenutku, pa na to niti ne bo pomislil. Zdaj drugo pa je, kako v nekih situacijah, ki ti mogoče niso najbolj naklonjene, to doseči. In tukaj pa je pol ta nekak stik sam s sabo, če se že tega zavedaš, je ogromno, potem stvari lažje prestaviš naprej. Tako da bi rekel, da z današnjim tempom življenja, ko večino časa počnemo stvari, ki jih moramo početi, kljub temu, da jih imamo radi, nekako izgubimo ta stik prisotnosti, in če to uspemo doseči, smo po mojem zmagali. Veš, glede na to, da si, se pravi, oče, se pravi, zagotovo se ti kdaj, recimo, danes je popularno biti, ne vem, delati od doma, biti influencer in tako naprej, kar je dobro. Nove karijere. Ker je v bistvu nova karijera in v bistvu omogoča neko ravnovesje med delom in pa družino. Hkrati pa opažam, ali pa tudi velikokrat dobim tudi kakšno vprašanje, je pa to, veš, kako zdaj te hitre preklope delate. Veš, se pravi, zdaj sem malo v službi, primer, imam telefonski klic, sem v službi ali pa odgovarjal sem nek mail, ja, ampak čez 30 sekund nisem več tam. Imaš kakšen nasvet, kakšno strategijo glede na to, kako v bistvu, se pravi, si z dihanjem lahko pomagamo. Jaz recimo sam pri sebi, primer, če delam od doma, se poslušujem tega, da se vmes preoblačim. Se pravi, nek ritual, da je, da vem, ok, sprememba. Ja, teh nasvetov pa pravil, kako narediti domače delovno okolje učinkovito, je mnogo. Eden je ta, da se preoblečeš, drugo je, da je to poseben del stanovanja, v katerega drugače ne zahajaš, in tako naprej. No, jaz mislim, da mi rabimo v dnevu 2 do 3 urce, da smo res, kako bi rekli, v tem globokem delu, deep work, se temu po angleško reče. In če to dosežemo, smo zmagali. Vse ostale stvari bojo pa tako ves čas skakale, bojo nova sporočila, bo odgovarjanje sporočila, bo usklajevanje stvari, to je pa že po sami naravi dela nekako hektično. Tako da jaz se osredotočam na te 2 do 3 ure, ki jih razdelim v manjše sklope, po 20 minut, in takrat so telefoni izklopljeni in potem, ko to zaključam, se potem preklopim in rešujem sprotne stvari. Zdaj, v teh situacijah, glede dihanja, če sledite pa uporabljate to, kar smo že prej povedali, bo seveda bistveno lažje.
Bi pa sam rekel to, da teh 2 uri, 3 ure je vaš cilj, več kot to, po mojem, tudi redko kdo lahko doseže. Ko si omenil, se pravi, te intervale, se pravi na 20 minut, ne? Mislim, da ni Pomodoro je ta tehnika, mislim, da ravno 20. Se pač izrazov je toliko, kolikor je različnih metod, jaz tudi sam vedno rečem, ne, poišči, tako kot ti rečeš, ne, najdi si nekaj, v čemur boš res, ali pa želiš biti dober, ali pa začni delati na tem, ne, je pri teh tehnikah je enako. Ne. Najdi si neko, za katero ti verjameš, da zate osebno deluje, ker tu je v bistvu že ta del v bistvu samo hipnoze, ki si jo mi naredimo, ne, ker če mi verjamemo v nekaj, da je možno, ne, potem bo zagotovo delovalo. Seveda. In tu smo že v prednosti. Tako da, ok, dihanje, recimo, veš, čist nisva se danes o tem pogovarjala, ampak recimo, Wim Hof pravi, dihaj, začni dihati, in v bistvu samo dihajte, pa bo vse lažje. In v bistvu po eni strani ima prav, ker v končni fazi, ko prije nek ta stresni moment, v bistvu prije do visoke zakrčenosti. In v bistvu že z mislijo na dihanje začnemo, tako kot so prej rekla, ok, eno so ramena, trebuh in tako naprej. Kako pomagaš recimo vrhunskim športnikom? No, vrhunski športniki potrebujejo pač 2 stvari. Prvo je neko sproščanje, vodenje pred samim nastopom na tekmovanju. In drugo je čist, ko bi rekel, dihanje stališča performansa. Se pravi, da si ti sposoben zajeti večjo količino sape, da povečaš svojo vitalno kapaciteto, da ojačaš svoje dihalne mišice in da povišaš to svojo toleranco na, ko bi rekel, na željo po vdihu, da ne pride do respiratorne odpovedi. In jaz se zdaj v zadnjem obdobju se osredotočam malenkost bolj na to drugo, medtem ko tisto prvo delim za širšo publiko, ker večina športnikov že pozna tehnike. Torej, malo manj znane so pa metode, kako povečati vitalno kapaciteto. In tukaj je tvoja strast, če prav razumem. To je moja strast, pa to je specifika mojega športa, ker sem jo mogel razviti in je uporabna za vse. Ok. Recimo, če res si nekdo, če bi tako rekel, jaz sem sam profesionalno kot otrok treniral streljanje. In tam je veljalo, se pravi, v bistvu ravno z neko to starostjo, s to umirjenostjo in stabilnostjo, ki jo, bom rekel, kot otrok pri 9-10 letih še nimaš, kasneje pa definitivno, ko v bistvu se bolj naučimo uporabljati možgane, nam to definitivno lažje uspe. In pri tem športu je, da se pravi, starostjo si boljši lahko. Ravno zaradi tega, ker pač bolj obvladaš, se pravi, sproščenost in dihanje in tako naprej. Koliko pa je recimo tako, sploh v vrhunskem športu, ne vem, košarka, nogomet, če bi tako čist pogledal stran od podvodnih športov, iz tvojega vidika vseeno ta sproščenost pomembna? No, sproščenost je pomembna in ta seveda pride z leti. Jaz bi tudi rekel, da pride z izkušnjami, ki so povezane s porazi. Ti, ko se pripravljaš na nek dogodek, seveda upaš na najboljši in zdaj mlajši, ki si manj si pripravljen sprejeti poraz, ker se ga dejansko bojiš, hočeš se dokazati. Potem slej, ko prej pridejo porazi, vidiš, da se zgodba ne konča, da grejo stvari naprej in potem tudi lažje se soočaš z večjimi izzivi. In mislim, da ta modrost pride z izkušnjami, sproščenost prav tako. A bi rekel, da tvoj šport, v katerem si ti, kjer je tvoja strast, tudi z leti pride ta modrost? Dobro vprašanje. Zdaj, nekdo, ki se recimo 20-30 let že ukvarja s prostim potapljanjem na zelo visokem nivoju, bo seveda potem pri 50-ih blazno dober. Zdaj, nekdo, ki pa na novo iz enega drugega ekstremnega športa pride v prosto potapljanje, bo pa isto zaletal kot nek najstnik. Ampak ena zanimiva zgodba v bistvu izhaja iz Japonske. Tam so ene potapljačice Ama, ki se ukvarjajo z nabiranjem biserov.
In pri njih so delali eno raziskavo in so ugotovili, da jim do 75. leta sposobno zadrževanje sape narašča. Wow. Tako da jaz verjamem v to, da imam še veliko časa pred sabo in da si z leti v tem mojem športu boljši. Mi se počasi približujemo koncu našega današnjega druženja. Pa vseeno samo prijetno mi je bilo, se pravi, klepetati s tabo o stvareh, ki, bom rekel, pomagajo na vseh področjih kariere. Pa vseeno, če bi teh najinih 30 minut skušal strnati v neko misel, nek stavek, neko mogoče sporočilo, kaj je tisto, kar si želiš našim gledalcem sporočiti? Ker je bila rdeča nit dihanja, bi sigurno rekel to, da bodite pozorni, kako dihajte, dihajte skozi nos, sprostite trebušne mišice, dihajte s trebušno prepono in boste dosegali tisto optimalno stanje, ki ga želite. Ne? Hvala Samo. Dragi gledalci, drage gledalke, današnja oddaja je prišla do konca in tako kot me slišite pogosto, tudi v naslednjem tednu nas glejte, pričakujte nepričakovano, pričakujte novega zanimivega gosta ali gostjo, tako da lep pozdrav iz oddaje Moja kariera. Bravo!